uničevanje slovenstva je že pogovoril kolega tukaj in povedal, da se je to začelo z idejo o postavitvi državne meje daleč proti vzhodu. Z prihodom je tudi omenil, kaj se dogajalo pri nas, da se je začela razna zakonita, predvsem pa nezakonita preganjanja in se je začela takoj ob prihodu italijanskih enot naše kraje uresničevati zdavna ideja udejanjanja ene države in en narod. Z nastopom fašizma pa se je začel pravi genocid nad Slovenci, uničevanje jezika, kulture in gospodarstva. Torej, prva je bila na udaru slovenska beseda. Namreč beseda je najbolj izraziti znak nekega narodne pripadnosti in tudi osebne narodne zavesti. Torej, slovenščina je bila, se je umikala z javnega življenja postopoma, najprej z nameščanjem tujih italijanskih uradnikov, s prepovedjo obradovanja v tem jeziku, s prepovedjo uporabljanja v javnosti in tako naprej, dokler se je uveljavilo načelo, tu se govori le italijansko. Ker so hoteli tudi na videz prikazati to deželo italijansko, so se spravili nad vsemi napisani zvezki, najprej so bili dovoljeni dvojezični, ampak s 4-kratno odločitvijo, potem pa samo italijanski. Začelo se je že razbijanje plošč, spominskih, nagrobnih in tako dalje, poitalijančevanje imen, zemljepisnih, priimkov in osebnih. No, ker moram hiteti, da ne bom končala na sredi, bi pomenila samo to, da je tudi danes slovenski jezik pri nas ogrožen. Ogrožena je govorjena beseda. Torej, naš ljubi materin jezik, ki so Italijani pravili, da je čuden, smešen, barbarski, ga zdaj praktično ogroženo sami, številom tujk, paket drank, zapostavljene strokovni razbi, politiki, pa sploh z čudnimi novotvorbami. Posebno pa postaja ogrožen slovenski jezik z predlogom, da bi se na univerzah uvedla prosta izbira uporabe jezika, kar bi pomenila močan pritisk na materin jezik v osnovnih in srednjih šolah. Razvalovanje tega mena. Če pozamemo te zvezke, so se iz naših javnosti sami po sebi umaknili. Češ, kar je tuje, je bolj imenitno. Torej, imamo razne spakedranke, razne brezpomenske zvezke, in če bi bili mi pošteni, bi rekli, pa vse idemo najmilejšo fašistično varianto, 4-kratno ali 5-kratno odločitev, če so tako donosni, če niso slovenski. Potem, če vzamemo tuja geografska in osebna imena. Lahko rečemo, da se še danes spoštujejo fašistične odredbe. Namreč, pri nas slišim po televiziji Goricija ali milejša oblika italijanska Gorica. Potem vidimo na naših zemljevidih slovenski kraj, onstran državne meje so napisani po italijančeni obliki, kvečjemu najdete, ki je miniaturno komaj vidno zaznako slovensko. Medtem, ko so na nekaterih italijanskih zemljevidih, predvsem šolskih, v naših krajih, v naših samostojni državi Slovenije, napisani v tisti obliki, kot so je dali fašisti. In nihče se to ne obregne, nihče ni zaradi tega prizadet. No, kar zadeva osebnih imen, ki so jih Italijani tudi postopoma spreminjali, tako da sem bila takrat Federica, kar mi je bilo strahotno hrdo. Danes pa dejansko sami potujčujemo imena. Če pogledate sezname šolskih otrok, je polovica imen tujih, nerazumnih, torej Italijani so rekli, ne smemo dovoliti slovenskih imen, ker so smešna, včasih resnično zvenijo ta tuje imena naših otrok tudi nekoliko smešno. Potem seveda je bila na udaru naroda kultura. To je najtemelj nekega naroda. Da bom res samo na kratko, začela se z vandalizmom, do prepovedi društev 27. leta, potem
kazni za slovensko petje, vemo o spopadih, recimo v Somolju, internacijah, samo zato, ker so zaslišali slovensko pesem. Potem uničevali so tisk z razbijanjem tiskarn, uničevanjem naklad do prepovedi tiska 29. leta. No, in izredno kaznovana je bila uporaba vseh narodnih simbolov. No, zdaj, če pogledamo današnjo stvarnost, se lahko malo zamislimo. Pred kratkim sem poslušala po televiziji, da je bil dan predlog, naj se zmanjša slovenska narodna pesem, sploh pesem v javnih oddajah. Torej, tista pesem, ki je bila takrat močno kaznovana, da bi se povečala tuja. Potem, recimo, če vzamemo slovenske simbole. Torej, pod Italijo je bilo nevarno, če si slučajno imel na sebi, recimo, oblačilo v 3 barvah narodne zastave. Danes pa vidimo, kako smo brezbrižni do narodnih simbolov. Torej, vidimo, kako je pravzaprav vse skozi potekala neka kulturna revolucija sporedno z socialno in družbeno revolucijo, ki je alergično uničevala vse tisto, kar je bilo narodno. Tako da ta odnos do naše simbolike vidimo že na naših državnih proslavah, vidimo v odnosu do naših zastav, vidimo tudi potem, da smo izgubili že lipovo vejico, v kateri smo se Slovenci osamosvajali v zadnjih 20 letih. Torej, seljujejo se pa na drugi strani nam ideološki simboli in tako izginja tisto tipično, kar je narodno. No, potem, če kratko pogledamo šolstvo, je jasno, da šolstvo je najbolj izrazit vzgojni in učni element, da so ga najprej ovirali, predvsem oviro začetka srednjih šol po narodnostno mešanih mestih, potem seveda z reformo, ki je trajala 23. do 28. do prepovedi uporabe jezika med učenci, potem seveda ustanovili so otroške vrtce, tako da bi prihajali otroci že pripravljeni v osnovno šolo in svojo posebno vlogo so imeli fašistične organizacije. Če malo razmišljamo na situacijo danes, kaj ugotovimo? Da vsi Slovenci, ne moram reči pa vsi, skoraj vsi Slovenci, ki danes živimo v naši državi Sloveniji, smo bili vzgojeni v proletarskem internacionalizmu in jugoslovanskem patriotizmu, mlajši rodovi pa v novi utopiji multikulturnosti. Zdaj se lahko tukaj zamislimo in se vprašamo, ali bomo zmogli braniti slovenstvo in svojo neodvisnost, bo preživela Slovenija kot slovenska narodna država, brez vsakršne domoljubne vzgoje in brez vsakršne državljanske vzgoje. Ko gremo naprej. Torej, potem so uničili krajevno samoupravo, seveda postavili so italijanske podestate, ukinili domače župane, narodne svete, začeli so združevanje občin, da so lažje obvladovali situacijo in so seveda v tem, ko so tujci vladali, močno razsipavali z občinskim premoženjem. Na udaru je bila tudi primorska cerkev. Začeli so z deportacijo slovenskih duhovnikov, kar 150 in pa 70 rodovnikov že v tistem obdobju, ko je govoril tukaj torej gospod Podvršič. Potem prepoved slovenskega veruka v 28. leta. Če vzamemo, omenimo, odstranili so 3 slovenske škofe, Karlina v Trstu, potem Fogarja v Trstu in Sedeja v Gorici. Potem so prepovedali peti in molitev na procesijah, tako da so bile procesije neme, ker niso hoteli uvesti niti latinščine, niti italijanščine, kot je dovolila oblast. Vendar moramo reči, da prodor fašizma cerkev ni uspel. Torej,
ohranil se je slovenski verouk, ohranila se je slovenska pridiga, molitev in slovenska pesem, ki je odigrala tudi deloma delovanje prosvetnih društev. No, potem pa moramo pogledati naprej, kako je bilo z gospodarstvom. Tukaj moramo omeniti, da so se točno zavedali, da ljudstvo, ki nima svojega gospodarstva, ki nima svoje ekonomske osnove, ne more biti samozavestno, ne more biti trdno in ne more obstojati kot narod. V prvem obdobju je veljala izguba trga, predvsem za vino in sadje, in izguba dela, kajti učitelji, zaležničarji, vsi uradniki, intelektualci, prosvetni delavci so pač izgubili svoje delovna mesta. Potem se je kmetije so ubožale predvsem zaradi visoke obdavčitev kreditov, s katerimi so obnavljali domove po prvi svetovni vojni. Skratka, izčrpavali so jih z visokimi davki, tako da je šlo veliko kmetij na boben. S tem so hoteli uresničevati svoj program, tako imenovane etnične bonifikacije, da bi Slovenci izgubili svoj grunt, ga razprodali tujcem, ki bi tukaj lepo se pomešali z ljudmi, predvsem s propagando, naj Italijani poročijo slovenske punce, ker so pridne, poštene in delovne. Tudi lahko rečemo, da etnična bonifikacija ni uspela. Če pogledamo današnje gospodarstvo, ni treba dosti govoriti, ker ga vsi poznamo in ga občutimo. Vemo tudi, koliko uničenih gospodarskih organizacij, tovarn, kako se razprodaja nezaščitena naša zemlja. Govori se o tranzicijskem ropu predstavnikov razrednega sovražnika kapitalistične družbene ureditve, ki se je izneveril svoji izvirni ideji o lastništvu in strojno krajo nacionalizacijsko, privatizacijsko in kreditno postal čez noč lastnik kapitala, ki brezobzirno izkorišča brezpravno proizvajalce kapitala, odtujuje prisvojeno premoženje, ki skrivamo ali ne skrivamo, odteka v tujino. To je jasno opozorilo, da razmišljamo, ali brez svoje trdne ekonomske osnove smo še narod, ali ko so rekli Italijani, samo ljudstvo. No, tem spremembam gospodarskim so nujno sledile spremembe prebivalstva. Torej, izseljevanje je imelo več svojih vzrokov, najprej intelektualcev, največ Jugoslavijo, potem ekonomskih v Ameriko. Naše dekleta in žene pa so reševali obožene kmetije kot služkinje po raznih italijanskih mestih ali kot dojilje po Egiptu. Tako da se je izselilo okrog 100 000 najbolj vitalnih mladih ljudi, kar je povzročilo veliko spremembo narodne in socialne strukture prebivalstva. Namreč, na mesta, ki so bolj kulčki donosna, so potem naseljevali Italijane. In tako se je predvsem močno spremenilo struktura prebivalstva v tistih mestih, ki so bila tako rekoč narodnih mešanih mestih v Trstu in Gorici. Lahko rečemo, da se ta proces nadaljuje tudi danes. Naseljevanje tujcev se močno povečuje, številčno se povečuje. Torej, nekateri zavzemajo zelo vplivna vodilna delovna mesta, drugi so pa brezpravno, skrajno izkoriščani. Za odtok naših mladih izobraženih ljudi pa je poskrbljeno predvsem za izgubo delovnih mest z naraščajočo brezposelnostjo in pa tudi s samim sistemom študija. Sedaj ponujamo in vabimo kar 500 zdravnikov, naj bi zasedli pri nas ta mesta,
ker pa vendar vemo, da bi več kot 1000 naših mladih ljudi lahko študiralo medicino, če jim bi bila ta dostopna. Moramo reči tudi to, da pri nas je pridimenzionirana vloga manjšin. Te uživajo vse možne pravice, čeprav so miniaturne, imajo tudi državotvorno vlogo. Nikomor ne pride na misel, da primerjati manjšine v Sloveniji s slovensko skupnostjo v sosednjih državah, saj o recipročnosti manjšinskih pravic se nihče ne upa niti razmišljati. Tako se v tem procesu ustvarja neko multietično, multireligiozno, multikulturno skupnost namesto slovenske nacionalne države. Internacionalna mešanica na slovenskem ozemlju relativizira vlogo slovenskega naroda v svoji lastni državi. Če pogledamo naprej, se lahko vprašamo. Ja. Torej, vidimo, da so Italijani za uresničevanje svojih načrtov uničevanja slovenstva med Slovenci porabljali številne policijske ukrepe, predvsem pridobivanje domačih ovaduhov in cel seznam ukrepov. Če vzamemo tudi pri nas, postaja zdaj državna policija podrejena političnim interesom vladajočih. Represivni aparat lahko rečemo, da postaja orodje tajnega omrežja, ki ustvarja politične afere za aktivne politične nasprotnike. Ustoličuje se brezpravje in neenakost državljanov. Skupno tistemu času in današnjemu času je tudi uničevanje narodne zavesti. Italijani so trdili, da smo barbari, narod brez kulture, brez zgodovine, polpismena, brezoblična masa, ki jo mora kultivirati veliki Rim. Danes pa poslušamo, kako smo majhni, kako smo nesposobni, da vabimo tujce, da nam bi določili celo državno mejo. Namreč sistemu, ki je temeljil na leninizmu, kjer je narodnost brez prihodnosti, je bilo ovirano vse, kar bi omogočilo razvoj zdravega narodnega čuta. Izražanje slovenske identitete je pomenilo ogrožanje bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov. Postkomunizem pa je zamenjala neka druga, še bolj radikalna ideologija, ki rečemo multikulturnost in spoštovanje drugačnosti, nova oblika postinternacionalizma, ki prispeva k počasnemu odmiranju narodnega. Izražanje slovenske identitete in obramba narodnih vrednot je šovinizem, nacionalizem, ksenofobija, antihumanizem in nedemokratičnost. Slovensko zgodovinopisje marsikdaj teži dokazovati, da smo zgodovinsko tretjerazredni narod. Več kot o zgodovini slovenskega naroda se govori o zgodovini slovenskega prostora. V dvom se postavlja Karantanija kot slovenska srednjeveška država, brižinski spomeniki in reducirano in selekcionirano je vse, kar nima revolucionarnega značaja. Mladi rodovi vedno manj poznajo zgodovino slovenskega naroda in vedno manj poznajo težave, s katerimi so se srečevali njihovi predniki. Temu primerno je tudi domoljubje. Vedno bolj je prizadeta tudi osebna samozavest. Predvsem zaradi brezposelnosti, brezpravnosti, socialne ogroženosti, nespoštovanja človekovega dostojanstva, kar šibi osebno zavest in narodno zavest. In če se nazadnje vprašamo, zakaj in pogledamo te dve, rekla, situaciji,
kjer poteka, lahko rečemo, raznarodovanje naroda, vidimo, da so se Primorci Italijanom uprli. Tvegali so mučenje in smrt. Sodobnim, nevidnim, mračnim silam v Sloveniji pa se ne upiramo. Pasivno in brezčutno opazujemo narodnostno pogrezanje. Pomembno je ugotoviti, zakaj. Svoje razmišljanja sem tedaj usmerila v 3 stvari. V naravo osebka in metode delovanja, moč domoljubja in narodno enotnost. Če pogledamo prvo, vidimo, da italijanska oblast in fašizem je bil zunanji sovražnik, tujec, poznan, viden, očiten, neposreden in odkrit. Porabijo nasilne metode, kar je vzbujalo jezo, odpor, obrambo in napad. Danes je dejavnik narodnega izumiranja domač, neviden, nepoznan, prikrit, potalen. Bi rekla je hudobni duh, zle sile, ki vzbujajo ogroženost, negotovost, bojazen, zmedenost in nemoč. Metode so zakrinkane z masko humanizma, demokracije in drugega leporečja. Posledice so neorganiziranost, pasivnost, ravnodušnost, zapiranje vase in svoj dom. Pasivnost vodi v neizrabo niti tistih zakonitih sredstev, ki omogočajo spremembe, ki so pravica in dolžnost. Lahko bi rekli, da reakcije so skoraj normalne. Nasilje rodi odpor, obrambo in upor, nevidne sile pa bojazen, skrb in stisko. Potem, če pogledamo domoljubje. Za Primorce je bila značilna visoka narodna zavest, iskreno domoljubje, ki se je gradilo v šoli ob domoljubni besedi naših književnikov, Gregorčiča in Cankarja, cerkvi z dejanjenjem slomškega naročila in prosvetnih društvih s kulturnimi prireditvami in slovensko pesmijo. Materin jezik je bil čuvan kot biser. Zavrženje jezika je pomenilo narodno izdajstvo. Naša sedanjost pa ima pečat preteklosti, naša narodna zavest je pohabljena, mlačna, polna ideoloških primesi in predsodkov. In tretja, enotnost naroda. Torej, ta enotnost se je kazala že od samih začetku, ko ni mogoče niti ugotoviti, kdaj se je narodni obrambni odpor na Primorskem začel. Narodni odpor je bil v ljudeh. Oni so bili pripravljeni se upirati vsemu, kar bi ogrožalo tisto, kar jim je bilo sveto. Tako, v teh razmerah so takoj ob okupaciji že širile od ust do ust zapovedi, ki naj si jih ljudje upoštevajo kot božje zapovedi za narodno obstoj. Organizirali so se organizacije, torej moram reči, da ne smemo pozabiti, da smo imeli hkrati 2 podtalne organizacije, da se bomo spet popravljali, ki so delovali istočasno z istimi cilji. Torej, in prav to kaže enotnost v narodnih zadevah. Organizacije imajo morda drugačno politično in ideološko osnovo, ampak vendarle so ves čas delovale sozvočno, soglasno in vzajemno. V teh razmerah seveda se je rodil Tiger, ki je širil geslo: za nas ne obstaja krivična meja. Slovenska manjšina je izven zakona. Ne priznavamo zakonov, ki so nas obsodili na smrt. Mi nočemo umreti. Kdor se prodaja za skledo in leče, bo podlaga tučivit peti. Torej, vidimo že z teh, da je bila v tistem času
narodnost nad ideologijo in politiko. Zdaj, ker imamo malo časa, jaz recimo bi omenila samo voditelje, tukaj imamo Zelena, tu je duhovnik Virgilij Šček, glavni izmed vodij, Jelinčič, Zorko Jelinčič, besednjak, Rejec, pa, kje je tista mašinka? Rejec, Rejec in pa Rado Bernardik, eden od pomembnih teh dejavnikov v Gorici. Torej, te dve organizaciji so imeli različen ustroj, različno vodstvo, vendar so bile popolnoma enotne glede končnih ciljev. Ohraniti narodne vrednote, krepiti upanje in odpornost proti asimilaciji, doseči združitev Slovenije in priključiti Jugoslaviji. Za Primorsko je šlo. Tudi v delovanju so se bile precej enotne v nekaterih zadevah. Skrb za pokončnost in pogum, trdnost v narodnih zadevah, potem oboji so zbirali poročilo o situaciji na Primorskem, o vojaških zadevah, o vahunih in nasprotnikov slovenskega naroda. Potem oboji so se trudili ovirati izseljevanje Slovencev, da ne bi se uresničili načrti italijanskih oblasti in preprečiti asimilacijo in dokončno doseči priključitev Primorski. Oboji so imeli svoja tajna glasila, torej Svobodo poznamo kot Tigrovsko glasilo, prinašanje literature preko meje, medtem ko so tajna organizacija, dokler je moglo, so izdajali v okviru Mohorjeve družbe, potem pa tajna glasila, rokopisna in tipkopisna po raznih vaseh. Molitvenike so tudi ponatiskovali in tudi druge knjige ponatiskovali tako, da so jim pustili datum iz avstrijskih časov, tisk enak in oprema popolnoma enako, da je to izgledalo, kot da so stare naklade. No, med njimi so bile tudi nekšne razlike. To se pravi, predvsem razlika v tem, da so prvi tigrovci bolj želeli takojšnji upor, tudi z orožjem, da so bili znani značilne demonstrativne in povračilno delovanje, razobesene zastav požigi potičevalnic, razstreljevalne akcije in verila tudi proti ovoduhom. Medtem pa tajno-krščanska organizacija, ker je bilo več kot polovica duhovnikov v vodstvu te organizacije, pa seveda so skrbeli predvsem za odpor duha proti asimilaciji in dolgotrajno vztrajanje v narodnih vrednotah, če bo okupacija še dolgo trajala. No in tu se vidi skrb za narodne izobražence, duhovnike in laične, vzgoja deklet in fantov, organiziranje zborovanj, potem predvsem tudi organistov in pevovodij, prepričevanje propadanja kmetij, tako da so sodelovali v varovanju teh hranilnic, posojilnic in proizvodnih zadrugah, ki so jih uničevali Italijani. In seveda, potem, ko so začeli množično zapirati naše ljudi, predvsem pomoč internirancem in zaprtim. Torej, med njimi ni bilo nasprotovanj, čeprav so imeli drugačne, nekatere metode drugačne. Torej, ti krščanski socialci so se glavnem protestirali proti tistim delovanjem tigrovske organizacije, za katere so ljudje trpeli. Namreč vsaki tigrovski akciji je sledilo potem lov na ljudi, zapiranje, kombinacije, trpljenje, mučenje in tako naprej. No, če pogledamo, omenili te dve organizaciji, tale krščanska ni bila nikoli odkrita, ampak so bili posamezniki v zaporih konfiniranih, recimo, da se veliko govori o tega Trčelja, Filipa Trčelja, kakšno usodo je bilo, ker je bil eden izmed voditeljev prosvetnih društev na Primorskem. Medtem ko je tukaj bila ta organizacija odkrita, 30. leta, govoril je zelo ganljivo kolega Vidovec. No, toliko bi samo dopolnila njega, da vsele, kadar so bile
organizacije tigrovske odkrite, je šlo za izdajstvo. Ovra, tajna policija, množica karabinjerjev in pistolinov ni uspela priti na sled, če ne bi bilo tistega gnojnega tvora, ki je razjedal slovenski narod, ovaduhov. No in to, recimo, ravno pred kratkim sem brskala gradivu Goriške kvesture in sem našla slučajno dopis, ker sem iskala nekaj zvezi s Črnimi brati, da je nek Pelicon Ignacij z Šempasa, rojen 1902, konfident italijanskega konzulata v Ljubljani, prišel na kvesturo v Gorico in povedal, da Rejec, ki živi zdaj v Ljubljani, ima tukaj svoje sodelavce, ki organizirajo upor. Začelo se je aretacija v Gorici, to vemo vsi, v prvem tržaškem procesu, iz Gorice je šlo ponaprej v Trst. No, potem, seveda, temu so sledile spremembe v tigrovski organizaciji, predvsem vodstvo je bilo v Ljubljani, sem so prihajale tigrovske trojke in so se organizirale nova žarišča, o katerih je govoril Borut Rutar. Torej, to so pozdraviške žrtve, Vidovec, ki je to? Vidovec, Marušič, Miloš in Valenčič. No, oboje so se tudi pripravljali na upor. O tem je bilo že veliko govorjeno, o skladiščenju orožja, sabotažnih akcijah, potem omeniti moramo tudi Soško legijo, aprila ob napadu na Jugoslavijo, ko se je okrog 2000 do 3000 primorcev odpravilo v bran. To so tudi organizirali tigrici, potem prvi spopad, ki je bil že večkrat omenjen, prva partizanska četa 1. julija 41. In potem, kar je zelo težko priznajo, zbiranje primorskih fantov v angleških vojnih taboriščih v času od 41. maja, že 41. leta do 44. leta. O tem smo z enim kolegom napisali drobno knjižico, ki je precej razburila. Namreč ti fantje so potem po sporazumu Tito Šubašič prešli kot prekomorci v osvobaja domovino. Tudi gibanje narodne se je pripravljalo, ampak na pasivni odpor. Maja meseca so ustanovili gibanje narodne enotnosti, središče je bil v Gorici, duhovniki in katoliški laiki. To so potem imenovali predvsem tisti, ki so budno spremljali razvoj tega gibanja Vosovci, Primorska sredina, ki se je potem povezala, ko so prišli iz zaporov tržaški liberalci, pravzaprav tigrovci, ne so jim rekli liberalce, skupaj ustanovili skupen narodni svet, ki je deloval do 45. leta. Ja, bom zaključila takoj. Torej, potem je, takoj bom zaključila, uničevanje tigra. Tukaj sem rekla, da je bilo vseh strani, tigr so uničevali vsi. Stara italijanska kraljevina, novi okupatori, italijani in Nemci in komunisti. Torej, tudi tukaj je bilo izdajstvo posameznih skupin. Jaz sem veliko stikov imela z velikim, iz moje zame, največji junak, eden največjih junak, da je Anton Rutar, ki je zbiral to gradivo potem po vojnem času, najbolj nevarnem času. On je trdil, nihče ni vedel za vse. Vsi smo vedeli samo za tisto enoto, kjer smo delovali. In tako so tudi pri drugem tržaškem procesu večinoma bile posamezne skupine tigrovcev, ki ste jih videli prej na tistem zemljevidu pri Rutarju, bile ovadene posameznih ljudi. Za nekatere se ve, za nekatere pa se ne ve, ker gradivo ni popolno. Tudi tista skupina slovenskih intelektualcev, politikov, prosvetnih delavcev, ki so se javili, je omenil Rutar, torej generalštabu v Beogradu, da bodo vodili odpor v slučaju napada na Jugoslavijo, je bil seznam puščen na generalštabu. Nemci so ga potem izročili Italijanom, so naredili ta ogromen lov nad primorci, emigranti po Ljubljani Jugoslaviji in vsi so pristojni na tem drugem tržaškem procesu. Potem si vemo za tisti 13. maj, ko je bil zelo mrtev. Tiger, vemo tudi, da ni bil povabljen v OF, čeprav je bila prva antifašistična organizacija,
Ampak je potem so začeli pošiljati komunistična partija svoje poslance na Primorsko, torej povezali so se s Tigrovci. Tigrovci so bili prvi partizani in organizatorji odpora, potem postopoma izločeni iz vodstva in Tiger se je nekako utopil v OE. Medtem ko je zgibanje narodne enotnosti, Primorska sredina, ves čas preprečevala bratomorno vojno, obnovil se je zbor svečenikov svetega Pavla, ko si je lahko legalno spet duhovščina organizirala 44. leta, deloval do 47. leta in iz tega časa so znana diplomatska prizadevanja za priključitev vsega slovenskega ozemlja s Trstom in Gorico k Jugoslaviji, takršna, kakršna je bila. Toliko teh gibanjih. Zdaj bi pa samo še nekaj malega za svoj zaključek. Namreč, zdaj, če pogledamo in če bi vprašali lahko Tigrovce, ali se je splačalo toliko trpljenja, toliko smrtev, toliko zaničevanja, toliko gorja, bi rekli, za njih gotovo ne. Saj so se udejanile besede njihovega voditelja Danila Zelena, ko jim je povedal, ko jih je vabil v organizacijo. Za naš boj ni plačila. Da veš, deležen ne boš nobenih priznanj, a vendar veš, da moramo to suženjstvo zlomiti. Prav tako bi lahko rekli tudi krščanski socialci. Neki župnijski kroniki sem prebrala. Kričijo, škof Santin je fašist. Zato smo se mu uprli. A sedaj so vse nas spravili v isti žakelj. In kako je bilo v tem žaklju po vojni, pa dobro vemo. Splačalo se je. Splačalo se je za nas, za domovino, za vzgled, pogum in ponos. Njihovo delo, njihov boj in njihovo trpljenje je pobuda, da ne obtičimo na pol poti osamosvojitve, ampak stvarimo državo Slovenijo, ki bi negovali lastno kulturo, jezik in državnost, in znotraj te države ne bi bilo treba več se bati za svojo identiteto in ne bi bila več potrebna organizacija Tiger za negovanje domoljubne tradicije. Slovenija bi bila tisti prostor, kjer bi Slovenci svoj gospodar. Na moralnem pogorišču pa bi bilo treba obnoviti sistem občečloveških vrednot, ki naj se nadgrajujejo z novimi spoznanji in naj se postavi kodeks socialnih norm, ki zagotavlja srečo vsem prebivalcem Slovenije, Slovencem in neslovencem. Namreč moralne vrednote zagotavljajo ugodne medčloveške odnose in domoljubje zagotavlja kozmopolitsko kulturo. Če se zdaj vrnemo nazaj na tista 3 izhodišča, dejavnike raznarodovanja, moč domoljubja in enotnost, bi končala kot v pravljici z nauko. Odmaskirati bi bilo treba dejavnik uničevanja slovenske kulture, gospodarstva in narodne zavesti. Doseči enotnost v narodnih zadevah in narodnih interesih, priznati zgodovinsko resnico, prenehati s prevarami, ideološkimi manifestacijami in jugo nostalgijo. Stranke in politične skupine bi morali v ospredje postaviti skrb za slovensko državo in narod. Narodnim interesom bi bilo treba podrediti politične, strankarske ter osebne. Domoljubje, ki je v naših ljudeh, ampak zatajeno in speče, saj se je to okazalo pred 20 leti in se danes neprestano dokazuje z oživljanjem različnih domačih običajev, je treba živeti. Le domoljubje ima moč, ki povezuje, ki vrača samozavest. Naučiti se je treba spoštovati svojo domovino, kajti domovina je vrednota, ne zgolj zaradi občutka pripadnosti, ampak predvsem zaradi zavedanja svoje kulture, jezika in svojih korenin.